Dobrodošli v prvem od intervjujev na konferenci samo ob zaključku evropskega leta za izobraževanje z digitalno državljanstvo. In kot prva sogovorca imamo tukaj učitelja leta, Milana Mandelca. Pa v bistvu ste tudi učitelj angleščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku. In ko sem že prej omenil, so letos prejeli tudi nagrado učitelj leta v okviru projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Pa ne vem, če bi kateri še vi kaj dodati o sebi. Kaj lahko dodam o sebi? Mislim, da to, da sem učitelj leta, pa to recimo me res ne določa. Mogoče, kar rad počnem, je, da se zelo rad mrežim. Se pravi, sem tudi v društvu učiteljev angleščine, kjer je nekaj navdušencev dela za učitelje angleščine. In pa zelo rad pišem, ker se mi zdi, da vsak učitelj rabi še nekaj več kot samo to, da vihti nek rdeč kemik kot meč. To ni dovolj. Če hočeš poznati svet, moraš biti del tega sveta. Tako da imam veliko hobijev in tudi učiteljevanje je eden od hobijev, ki jih sreči nosi tudi plačo. Ja, to je kar fajn. Ja. No, pa če smo že zaključila konferenco, pa se moče prvo posvetimo temu delu. No. Zdaj, kot že meni, sem počutil angleščino, pa vprašanje me kako bo vidika, se mi zdi, da je pač vključevanje tem digitalnega državljanstva, poučevanje tujega jezika smiselno, pa če da, kje vidite priložnosti, da bi vključili lahko te teme digitalnega državljanstva v vaš pouk? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je sicer govoriti treba o državljanstvu znotraj državljanstva. Se pravi, mi se veliko, sploh v tretjem letniku, pogovarjamo o temah države, o temah meddržavnosti, o mednarodnosti in se pogovarjamo, kakšna je naša vloga v tem svetu z dijaki. Oni so dijaki in že to so vlogi države. Oni so hkrati kupci, so koristniki, so pacienti v vlogi države, ker koristijo javni zdravstveni sistem. In ko ti koristiš take pomembne usluge neke države, moraš biti do teh uslug spoštljiv. Se učimo, kako se vedeš na spletu, kako se vedeš v šoli, kako se vedeš, ko greš zdravniku. Veliko se pogovarjamo o teh stvarih, ali so volitve res tvoja dolžnost, ali so tvoja pravica, ali morda oboje. In jaz mislim, da je digitalno državljanstvo samo ena od razširitev državljana. Zelo pomembno mi je, da dojamejo, da če si enkrat dober državljan, državotvoren državljan, ki ne ruši in ne pohablja tega sistema, potem boš verjetno, ko se boš znal vesti v vseh okoljih, tudi če so ti mogoče malo bolj tuje. Ker pri 16-17 letih prav veliko z digitalnim državljanstvom še nimajo, sicer obstajajo prava, ampak ne koristijo tako polno. Hkrati pa, če se znajo vesti v nekih okoljih z neznanimi ljudmi, če znajo jezik pravilno uporabljati, če znajo vprašati, kaj potrebujejo, bodo znali tudi digitalno. Tako da mi se potem počasi razširimo v te vode, se pogovarjamo, kaj pa vedenje na spletu. Večkrat jih vprašam, kaj pa, ko se oglašate na forumih, a je prav, da se skrivamo za anonimnostjo? Ali na spletu res velja tako imenovan freedom of speech ali svoboda govora? Če lahko trosimo vse, kar je, a je izražanje sebe tudi žaljenje, a je izražanje sebe tudi izlivanje vsega besa, ki ga skrivamo v sebi, ali pomeni svoboda govora čisto nekaj drugega? Mislim, da so ljudje zamešali svobodo govora z izlivanjem gneva in besa in mnenj na področjih, ki zaenkrat še niso tako mogoče sistemsko urejena. In imajo dijaki zelo zanimiva mnenja in mnogo dijakov je zelo odraslih pri teh stvarih, veliko dijakov je na povsem nasprotnih poljih, se mnenja krešajo, tako da jeziki so odličen poligon za učenje kakršnega koli državljanstva in tudi digitalnega. No, pa ste potem kar okroglo mizo prem, da ste pravkar je vključen na okroglo mizo v sklopu konference. Pa tam se izpostavili, da pač kot učitelj da nimate časa prebirati te množice dokumentov, ki jih pošilja smernice, pošilja Evropska komisija ali pa neka ministrstva. Pa zdaj, če vi kot učitelj leta tega ne počnete, ne zmorete početi, se koga so pač te smernice potem namenjene, oziroma kako pač učitelji potem nekako z njimi operirajo? Smernica, če hočemo, da je res, da bo prešla iz nekih višjih plasti v končno uporabniško enoto, se pravi, to je šola, z učitelji, ravnatelji, z vsemi njeni udeleženci in učečimi se, potem mora biti ta direktiva jasna, jasno skomunicirana prek večjih kanalov,
mogoče tudi prek ravnateljev, ki skliče sestanek, prek nečesa takega. Hkrati mora biti pa osnovana na nekem smislu in dovolj konkretna. Če jaz dobim samo neko napotilo, s katerim ne vem, kaj početi, se bojim, da se ne bom prav dolgo z njim ukvarjal. Hkrati pa, kot za vsako stvar v razredu in v to nasilje tudi priprave in cilji, ti moraš vedeti, zakaj v razredu nekaj poveš. Ti moraš vedeti, v kaj ta ura pelje. In jaz enako pričakujem od direktiv. Če so neke direktive sprejete, naj jaz vem, zakaj je to dobro zame, za učence, za varnost teh učencev, za boljši izplen znanja, karkorkoli. In če so vse te stvari jasno postavljene v direktivi, jo bom jaz z veseljem sprejel in izvajal. Če bo to pomenilo večjo varnost za mene, za moje sodelavce in za moje dijake, absolutno. Če ne bom prepoznal te vrednosti, je seveda možnost, da bom izvedel manjša. Predvsem pa več kanalov skomunicirati, mogoče bolj direktno na učitelje bolj obveščati, kaj se dogaja in tudi mogoče včasih pojasniti ozadje posameznih odločitev. Zakaj gremo v določeno smer, kot gremo. Učitelji smo ljudje, ki se ves čas ukvarjamo nevede z kauzalnostjo. To narediš zato, ker. Druga svetovna vojna se je zgodila zato, ker. Ta čas tu v angleščini uporabiš zato, ker. Če jaz tega zato, ker nimam, začnem po naravi učiteljstva malo dvomiti. To je pač mogoče en tak profesionalni kiks, bi se skoraj reklo. Ampak drugače pa ja, javnost in jasno skomunicirati vsako spremembo. Sej tudi dijakom ne morem na hitro povedati enkrat, jo moram 5-krat, 6-krat povedati, zakaj se to gremo in še ne bodo vsi sledili. Bodo potrebne še korekcije in neki popravki. No, zdaj na konferenci so menjali tudi neke težave z aplikacijami, ki se pač uporabljajo v šolstvu, se uvajajo v šolstvo. Če lahko ne moče z naše poslušalce ponovili, kaj točno se mi je zdel problem z njim. Ja, se pravi, zelo veliko je bilo predstavitev do sedaj. Jaz sem bil kar nekaj teh projektih in zelo rad imam digitalnost. Rad sem zelo tak priden uporabnik digitalnih instrumentov države in drugih tudi. Ker se mi zdi, da mi olajšajo določeno delo. Ampak problem je, da vsaka aplikacija, ki so nam do zdaj predstavili, skoraj vsaka, ki je pokazala neko olajšanje nekega dela, ali bo to zbiranje podatkov, ali bo to neka hitrost, ali bo to neko hitro ocenjevanje, danje povratne informacije, je bila v času covida, pa potem še kakšno leto, dve po tistem zastonj, brezplačna uporaba, celo razširitev, spodbujanje, neke posamezni portali, nekaj celo ministrstvo krilo, nekaj zavod za šolstvo. Zdaj pa vse, kar uporabljamo, je postalo plačljivo. Mogoče za učitelje malo cenejše, ampak vseeno plačljivo. In ničesar še nismo rekli o tem, kdo bo nosil te stroške. In seveda, namesto da jaz uporabim neko aplikacijo, ki bo me stala kot učitelja 200 evrov na mesec, na leto se pravičujem, bom se raje potem vrnil na tisto nazaj staro tehniko zbiranja papirjev, prijavnic in tako naprej. Pa ne zato, ker ne bi želel iti do svojega nadrejenega pa prositi za ta denar, ker vem, da tega denarja načeloma niti ni. Ampak če jaz začnem to, ali sem jaz prepričan, da bo ena ta aplikacija dovolj pogosto uporabljena, ker jaz bi imel pa 3 recimo, zato snov bi imel tako, zato snov bi imel tako in potem kaj bom trej prosil? Ne bom. Bom prosil eno, morda, ampak če pomislim, če jaz to naredim, še 30, nas je 80 profesorov na naši šoli, da nas 80 to naredi, pa recimo 30. Si predstavljate, 30 krat 200, nekakšni so to denarji. In zdaj, če jaz prosim, absolutno je pravičen do drugega in učitelji zelo pogosto gledamo tako, da rečem, joj, raj nekdo drugi, pa potem nihče ne. Pri denarju se v šolstvu res zatakne, ampak ne dvomim, da se po vseh drugih javnih zavodih, pa po drugih službah tudi, saj denar nikoli ni bil v preteku nikjer. Pa učitelji smo ena taka iznajdljiva bitja, da reče, bom že brez tega. Učitelj na koncu dneva rabi samo, rečemo, pri nas najboljši učitelji, ki jih dijaki imenujejo za najboljše učitelje. In jih potem na koncu leta sprašujemo, kaj je bilo tako dobro, veste, kako on dobro pripoveduje. Nihče ni omenjal digitalnih orodij, nihče ne omenja niti table, niti učnih listov, ampak veste, kako on dobro pripoveduje. In na koncu se mi zdi, da je dober učitelj res to, kar se je dogajalo že 2500 let nazaj. Moder, star človek pripoveduje zanimive zgodbe mlajšemu človeku in te so tiste, ki ostanejo v ušesih. Tako da za dober pouk ni nujno, da so vse te digitalne, materialne in vse ostale obveznosti izpolnjene, so pa velika podpora in včasih lahko stvari zelo olajšajo.
No, zdaj ne vem, kako konferenca bi tako stavila, pa bi mogoče šel bolj na specifike učiteljskega poklica, ne, ker imamo tako, jaz mislim, da je učitelj, s katerim sem pogovarjali v sklopu teh pogovorov. Pa, k življenju pa se res pripravili nagrado učitelj leta. In zdaj pa zanima, malo ste že odgovorili na to vprašanje, zato ki je med odgovorom na aplikacije, ampak recimo, kaj se vam zdi, da so neke najbolj pomembne lastnosti, da jih ima učitelj? Aha. Jaz bi rekel 3 stvari. Strokovnost, pravičnost, doslednost. Zdaj, teh kvalitet je zelo veliko, ampak se mi da te 3 so osnovne. Zdaj, najbolj pomembno, da učitelj ve, o čem predava in da je v tem suveren. Ker suverenost se zelo hitro kaže v očeh drugih. In to znamo brati odrasli, ko nam nekdo nekaj pripoveduje, ker morate vedeti, da del učiteljstva je tudi prepričevanje. Ne? Ti moraš učitelja poslušati in verjeti, da to, kar pripoveduje, naj bi bilo res. In zdaj, če podvomiš v nekaj 10% njegovih podatkov ali pa celo več, boš začel dvomiti v vse ostale mazve. In tudi in potem se zgubi ta nit. Druga, zakaj človečnost? Zato, ker živimo v času, ki je zelo razčlovečen. Vse se dogaja v lastnih nekih mehurčkih, vse lahko nadaljavo naredimo. Jaz pa mislim, da učenje lahko poteka, dobro učenje, lahko poteka samo medodnosno. Dejstvo je, da recimo iz jezikovnega vidika, če se vi učite jezika preko nekih spletnih aplikacij, ki jih je brezštevno število, nobeno od teh znanj ni zelo daljnoročno, če niste res pridni, ker vas ne sili v čustveno odzivanje v tem jeziku. In obstajajo besede, ki so v nekaj časa v glavi, ker čustveno niso prilepljene na neki kontekst, te boste izgubili. Jaz to lahko iz osebnega vidika govorim, ker sem namensko se začel učiti nove jezike prek spletnih aplikacij, da bi videl, kako to deluje. Sam govorim več jezikov in sem rekel, ok, bom še madžarščino prek Duolinga in pol leta ti ostajajo tiste podatki, potem pa, ker se ne izražaš v njih, ker nimaš z nekom nekega odnosa v jeziku, to začne usihati. Tako sem hotel to tudi poskusiti. Namreč, ker je bil nek članek na spletu, je bilo rečeno, da kmalu ne bomo več potrebovali učiteljev jezika, ker vse lahko naredijo spletne aplikacije. In sem rekel, ok, bom vzel ta izziv. In tretjič je doslednost. Zelo pomembno je, da je profesor vedno predvidljiv v svojem odzivu. Ne, da en dan, vsi imamo slabe dneve in dijaki to vejo in dijaki slab dan absolutno odpustijo. Ne odpustijo pa, da bi bil ti do nekoga en dan slabe volje, pa mu dal 3, drug dan pa, ker si dobre volje, daš pa 5 in to še na glas poveš. In če dijak ga nekaj pokrona ali pohvali, ne sme biti važno, je to odličnak, je to karkoli, ocene in obnašanje je eno isto. Ne moreš ti nekomu odpustiti težave ali pa napake, zato ker je odličnak, in obratno ti ne moreš nekomu odreči pohvale, zato ker ni akademsko tako dober. Biti ves čas enak, in to je najtežje. Najlažje je v življenju narediti izjemo. Ampak izjema te bo na dolgi rok, ti bo vzela ta ugled, da si vedno do vseh enak. Saj nemogoče je biti, ker smo ljudje, ampak vsaj truditi se v tej smeri. No, smo vežem močno to, ko ste se vmes omenili glede teh točnosti podatkov pa da zaupanja. Ne? Zdaj v javnosti se nekako zdi, da nekako ta ugled učiteljskega poklica upada, že kar nekaj let. No? In tudi ne vem, da imaš jak študent pedagoških smeri, ko se odločil odpisati pedagoško smer, da ima slišal na kakih znancev, ja, tebe te je škoda iti za učitelja, ali pa ne vem, ne bi reč kaj druga šel delati, ne vem, zakaj veliko šolstvo. Pa zdaj me zanima, kako se vam, kot učitelj leta, kako se neko priznanje na tem unem, zdi, da vas ne gleda vas javnost, oziroma kako nas splošno gleda učiteljski poklic. Zdaj, jaz bi najprej rekel, da mogoče cehovskega ugleda ni več. In mislim, da ga nima noben poklic več. To, da izpostavljajo učitelje, je v bistvu bolj neke vrste, delajo nek primer, ki ga vsak lahko razume. Ampak sej, če midva zdaj pogledava, kjer poklic bi zdaj rekla, da ga potegneva iz pet, kater poklic ima zdaj nesporen ugled v naši družbi. Mislim, da sva ostala v tišini, zato ker mogoče kakšen kirurg na neonatalnem področju, recimo operiranje dojenčkov, ker je to res zahtevno delo, vsi ostali poklici imajo v naši družbi kritika. Pa jaz mislim, da ni problem v poklicih samih, ampak je problem v družbi, ki je prišla z socialnimi mediji tako daleč, da ima vsak ventil, skozi katerega lahko spluva osebe, ki jih pozna. Ne govorimo osebe kot o posameznikih, ampak kot nek poklic, ki ga pozna. Mogoče zato, ker mu je stopil na žulj, zato, ker
ne dela ravno tako, kot si je zamislil, mogoče zato, ker njegov otrok ali pa posameznik tako uspešen. In ko se več teh glasov začne slišati, seveda ljudje pa načeloma zelo radi odzvanjamo tiste negativne stvari. Sploh Slovenci smo zelo nerodni pri pohvalah. Zelo neradi pohvalimo ljudi, ki so dobri. In jaz bi res si želel, da poimenujemo tudi dobre stvari. Ker jaz, če pogledam svoje sodelavce, jaz sem sodelavce, ki jim do 5 ne sežem. Moja mentorca je ne samo izvrsten pedagog, ampak še kolega, urejena, vedno stvari naredi tako, kot je, dijaki ima radi, starši jo spoštujejo. To ne pomeni, da ona nima spoštovanja. In jaz mislim, da se je pač bolj ta ugled preusmeril v posameznike, kot pa v neko skupino. Bi se pa odzval na to, da te je škoda za učitelja. Če nekdo to reče, potem te ne spoštuje kot človeka. Če je tvoja izbira, da si ti učitelj in ti nekdo reče, škoda te je za učitelja, potem bi jaz to ne bi bil zadovoljen in bi tudi zahteval pojasnilo, kaj od tebe človek pričakuje. Če si ti za to odločil, za tem stoj. Lahko rečeš nekomu, ne vidim te še kot za učitelja, ali pa poskusi pa boš videl, kaj boš. Ne moreš pa nekomu drugemu, ki se šele odpravlja na pot, ki ima končno neko navdušenje. In je en redkih privilegirancov, ki ve, kaj bi rad, ker večina otrok danes ne ve, kaj bi radi. Takemu človeku reči, škoda te za učitelja, a za računalnik te pa ni škoda. Jaz mislim, da ni nobenega človeka škoda, ki si je vzel čas za soljudi. In takih retorik ne smemo dopuščati več, ne da grejo, tudi da grejo v šali ne več mimo. Ampak rečeš, povej, za kje me pa potem vidiš, če me tako boljš poznaš kot jaz. Saj ne peravi nobeden. To je tako, kot bi se nekdo cel življenje učil za zdravnika, potem pa, jaz te ne vidim toliko za zdravnika. Ti si mu 4 leta, 6, 8 let muke vzel za to, da si presodil, kaj njemu paše in kaj njemu ustreza. Ne vem, meni je to zelo pogumna izjava. In jaz bom rekel na glas, dobrodošel v našem poklicu. Če si se odločil za učitelja, dobrodošel, te bomo podpirali in ti moš sam presoditi, ko boš začel učiti, a si za učitelja ali nisi za učitelja. Drugi tega, tudi če ocenijo, da si ali pa nisi, pomenilo, kaj boš ti noč čutil. Tako da ne, da takih izjav si pregloboko v srce, zato ker tam pol skelijo, pa ni fino. No, samo pri mladih, no pa zdaj tako. Zdaj vemo, da v slovenskem šolstvu kar velika kadrovska stiska trenutkov, to nas zdaj pač nekaj razlogi, nekako različne interpretacije, zakaj do tega prišlo, ampak zdaj tukaj je. In zdaj tudi mladi recimo ne dovolj hitro zapolnjujejo mest, pa važno je kot druge kadre, nestrokovne, ki nima prave pedagoške izobrazbe. Pa zdaj me zanima, če bi malo povedali, kako pa vašemu opažanju, kot učitelju, pa imate vi kakšne nove sodelavce, ki so prišli pred kratkim z fakultet. Zakaj se recimo mladi ne odločajo za učiteljske poklice, pa tudi zdaj, kako je s tem, poleg tem skrpanjem teh lukenj s ljudi, ki nimajo prave pedagoške izobrazbe, oziroma mogoče celo strokovne izobrazbe nimajo, in kako pa tako to vpliva na kvaliteto potem takega pouka, če pride taka oseba. Da sva odprla Pandorino skrinjico in hvala ti za to. Jaz bom ti vrnil vprašanje, zakaj se mladi tvoji kolegi ne odločajo za učitelja? Kaj so ti povedali? Če tako isto govorim, zdaj tako, predvsem, ker sem naprej malo ta, sploh, ker sem rekel, ko študiram, tako, vsi bi laboratorije šli, pa karkoli, in ni zares interesa, da bi šli pa zdaj z ljudmi delati, oziroma pač tudi malo plača, pa vse skupaj. Všeč mi je, ker se ne preomenil, ker ne bi šli z ljudi delati potem šele plačo. Jaz mislim, da plača absolutno je pomemben faktor, ni pa glavni faktor. In zelo veliko se v medijih govori to zato, ker je plača prenizka. Jaz se s tem ne bi strinjal. Prvič, v dokaz je v tem, da je kadrovska stiska povsod. Tudi na zelo dobrih plačanih mestih trenutno ni ljudi, ker preprosto delavcev ni. Drugič, vedno so trendi. Vedno bodo bili, vedno bojo in trenutno pač učiteljstvo je eno od tistih, o katerem se največ govori. Ampak kadrovska stiska je v medicinskih sestrah, v socialnih delavkah, v vsem javnem sektorju. Zakaj? Zato, ker je z ljudmi delati 2 stvari. Zelo naporno, pa zelo lepo. In odvisno, koliko od tega ti dojameš za sebe.
Če ti je samo s časoma, in verjamem, da s časoma zelo veliko ljudi postane zelo neporno, ker smo v času individualizma, popolnega individualizma te družbe, ko verjamem jaz, moje odločitve, moje mnenja, moje objave na Facebooku, moje objave na Instagramu, moja hiša, zelo težko so ljudje poslušni in delajo tako, kot se od njih pričakuje. In zato je z njimi težko delati. Če to presežeš in ugotoviš, in določeni ljudje imajo preprosto ta talent, da tudi z najbolj napornimi ljudmi znajo delati in jih znajo obračati, v tem primeru, ko te spremejo, je pa to zelo lepo delo. Je pa res, takoj ko rečeš, da z ljudmi naporno delati in ko postaviš v ospredje napor, bo večina mladih zbežalo. Smo v času, ko je vse se da z neko digitalizacijo olajšati in prišel je do tega, kaj si še lahko olajšam, da mi bo lažje. In v takem svetu in v takem miselnem kolutu besede napor ne more biti. Če veš, da je z ljudmi naporno delati, zakaj bi to delal? Bojim se, da je tudi malo strah pred izzivom. Druga stvar je pa vidim, ko sprašujem moje dijake, kar nekaj jih je takih, ki vejo, kaj bodo šli. Zelo veliko je pa takih, ki bi radi našli neko bližnico do uspeha. Samo, da bo veliko denarja, pa da bi se pri 40 že upokojili. Ampak jaz sem jim povedal, to uspe 2 na generacijo. Če vsi ostali boste morali najti neko službo, ki reci in piši, bo imela tudi svoje napore. In že vnaprej se brati napora, pa ste v srednji šoli, vi se pa bojite stopnje, ki bo po fakulteti. To je nekonstruktivno. Napor bo vedno. Napor je zjutraj vstati, ko se ti ne da. In živimo v času, ko se ljudje izogibajo naporom. In potem se to kaže tudi v odločitvah. Kako je pa z ljudmi, ki prihajajo? Tisti, ki pridejo, so večinoma še vedno tisti, ki so zelo odločeni, kaj želijo. V zadnjih letih smo dobili par odličnih mladih profesorjev. Res tako, jaz se učim od njih vsakodnevno, pa eni so že moji dijaki, se pravi, zdaj imam že 2 dijaka, ki sem jih jaz poučeval, sta zdaj moja kolega in sem neskončno ponosen, ker ena najlepših stvari v učiteljstvu je to, da se vrti krog, da je vedno par starih, ki so izkušeni, vejo, kaj so že počeli, vejo, kaj deluje, kaj ne, potem ta glavna sredina, ki žene neko standard, neko nivo in potem te mladi, ki nas s temi novimi pristopi malo rušijo in nas silijo v premislek o tem, kaj delamo. In zdaj prihajajo mladi. Saj na naši šoli kadrovske stiske še ni tako hude, je pa res, da je odvisno od same šole. Ampak jaz ne bi rekel, da so te učitelji, ki zdaj prihajajo, slabši. Problem je pa res v tistih, ki niso ne kadrovsko, ne strokovno podkovani. Jih pa ena stvar, imamo jih, ne moramo reči, nočemo, ne moramo reči, ne bomo jih imeli. Tako je zdaj situacija. Ampak jaz bi vsaj to izpostavil, ker vedno probam to iskati. Nekdo se je kljub temu, da nima stroke, da nima tega odločil, da bi pa poskusil delati z mladimi. Mogoče ni najboljše, ampak vsak tak učitelj je še vedno mogoče boljše kot to, da nimajo ničesar. Zdaj bo malo čudna alegorija, ampak med vojno tudi ni bilo učiteljev, ni bilo šol, pa so te ljudje ravno tako preživeli. Hočem, da mladi vidijo, da so še vedno ljudje, ki se želijo z njimi ukvarjati. Se predstavljaš, da si ti mlad, da dijaki zdaj že vejo in nas sprašujejo, a drugo leto, ko gre ono penzijo, mi ne bomo imeli več tega predmeta. Ali nas bo še kdo imel? Oni so to začeli zdaj že kar malo personalizirati. A je kdo, ki bo še nas? In ta problem kadrovska je zdaj že to, da otroci čutijo, da ni ljudi, ki bi za njih skrbeli. In stvari postajajo veliko globje, kot smo si kdaj mislili, da bojo. To je tako, kar se je zgodilo iz klimatskih sprememb, ko smo najprej šli na pouk, da naučimo dijake, kako se ločujejo odpadke, do tega, da danes otroci po noči pa po dnevi skrbijo za okolje, ne skrbijo, ampak jih skrbi včasih do te tesnobnosti za okolje, ker bo konec sveta, ker ne bo vode, ker bomo se zasitili in mi smo ta senzacionalizem v negativni luči preusmerili v njihove mlade možgane in namesto, da bi oni zdaj rasli, se razvijajo, jih že zdaj skrbi, kaj bo čez 20 let. Za svet, ki smo ga odrasli uničili. Se pravi, iz neke dobre ideje smo njim ponotranjili nek strah, ki ga oni na tej fazi svojega razvoja niso dolžni nositi. Recimo, se počujem, malo sem strasten, kar se teh stvari tiče. Super. Ja, imamo 5 dni naprej, še na zadnji del, da imamo predolge. Se pravi, zdaj pa bi se dotaknil še na to poučevanje, sem bil nagrajen učitelj, pedagoški delavec in se pravi,
me zanima, ne? Zdaj se meni že tudi malo, da mladi nosijo neko nove ideje, nove pristope poučevanja, nekako tudi, ko dalje, pač na fakultetah se nekako to skozi razvija, pa tudi v šolah seveda, te se na tisti pač pedagoške oddelke, pa se moče tam ta razvoj, imajo več časa, da ta razvoj nekako vodijo. In zdaj me zanima, pač prav vi osebno, ne, katere neko pristope vi uporabljate pri poučevanju. Zdaj, to so neki bolj tradicionalni nekako pristopi, ko učitelj govori, pa dijaki poslušajo, oziroma so neki bolj moderni, ki se posebno bolj vključujejo dijake kot v sam pouk, no, so bolj dijaka sredinjem pouk nekako take. Dijaka sredinjem pouk. Zdaj, jaz imam to srečo, jaz se zavedam te prednosti, ki jo imam, ker poučujem jezik. A veste, če vi poučujete zgodovino, kjer je ogromno podatkov in zgodb, je zelo težko na dijake sredinjem pouk. Ti ne moreš takemu profesorju nikoli učiti tega, da uči ex katedra, se pravi iz katedra v učilnico. In so te ure lahko odlične. Pri angleščini jaz mislim, da je dobra mešanica, ker idealne ne obstaja, odlične tudi ne. Recimo dobra mešanica je ta nekih starih načinov, da se določene stvari pojasni, razloži takole, da obstaja drill ni slaba stvar, čeprav so nekaj let v nekih pedagoških vodah zelo zanikali, ampak določene stvari smo se naučili izključno samo z drillom. Pa je to, da si prav povedal mama ali pa svoj prvi stavek. 100-krat so te popravili, preden si ti prav rekel. Črko R si povedal 1000-krat, preden si jo povedal prav. Se pravi, drill ni slaba stvar. Druga stvar je pa ta interaktivna, ki jo imam jaz tudi zelo rad. In jaz mislim, da neko valovanje med obema je tako optimalno. Oziroma, moje merilo je to, da meni ne sme biti po nekej seriji ur, ne vem, 3-4 urah ne sme biti dolg čas. Ker če bo meni dolg čas, potem da njim tudi. Pa ne pravim in daleč od tega, da bi mogel biti učitelj kakšen animator, ker to se zdaj tudi, ne? Učitelj bi mogel biti psiholog, animator, pa šlo do neke skrajnosti, da bi celo zabaval dijake. Jaz sem njihov učitelj, jih moram nekaj naučiti. Mora biti pa tako zanimivo vsaj, da vejo, zakaj nekaj delajo, da vejo, da to, kar delamo, ima nek smisel in neko vrednost tudi v prihodnosti njihovih življenj. In predvsem poskušam priti s temami blizu tistim, ki njih zanimajo. Odpiramo debate, ne vem, prejšnji teden je bila zelo uspešna debata, so imeli 4. letniki, najstniške, v angleščini seveda, najstniške nosečnosti. Kdo se odloča? Fant ali punca, če zanosta. En od njih ne sme otroka in v razredu so se razvrele resnične debate, kdo je zdaj odloča bolj za ta plod. Samo mama, zato ker ga ima v telesu, ampak hkrati pri kreaciji sta bila oba zraven. Ali ima oče pri svojih 18 letih ali pa mogoče še manj sploh kakšno besedo, ali imajo v resnici še starši obeh. In so dijaki zavzeli tako različna mnenja, jih tako prisrčno in toplo branili, da so sploh pozabili, da govorijo o angleščini. In to je nekako tisti nivo, ki ga poskušaš doseči, da angleščina oziroma jezik postane ne samo cilj, ampak tudi orodje. In da ne razmišlja več o besedah. Tako da jaz poskušam, zdaj, koliko mi to uspeva, bi mogli vprašati dijake, ne? Jaz vem, da so kakšne ure tak polom, da ko grem ven, mi je slabo, ampak večino pa se trudim, da dijak prepoznava neko vrednost našega dela. Se to v eni uri ne moreš. Recimo, da ko je neko leto za njimi, da vidijo, da nekaj pa so od tega imeli in da to ni bil stran vržen čas. Tako da jaz mislim, da dinamika. Absolutno pa ne bi rekel, da samo moderni pristopi. Nič ni narobe s preverjenimi starimi pristopi. Nič. In delujejo. Ne se mi zdi, da nekako naši trenutno socialno šolski sistem, pa vemo, da to so tudi bleze v zadnjih letih so potekale, recimo, prenove učnih načrtov, mislim, da osnovnih in v srednjih šolah. Kurikularna prenova se je zgodila. In spravo se mi zdi, da pač nekako te prenove nekomu omogočajo, da učitelji izbirajo te pristope, oziroma so moč usmerjeni malo bolj v eno smer, malo bolj v drugo smer, oziroma ko neko vidiš, da vam te novi učni načrti pomagajo pri pouku, nekem usmerjanju. Učni načrt mora zagotovo voditi pouk, zato ker so v njem določeni cilji. Imam pa rad, da učni načrt ni avtoritaren do mene, da ni preskriptiven, da mi določa vsak korak. Rad imam, da mi določa cilje. To mi je zelo pomembno od učnega načrta in ga rabim, ker rabimo neko enotnost, sploh zaradi mature ali ostalih stvari. Ne maram pa, da mi čisto predpiše način, kako do nečesa pridem, ker vidim, da, ali pa z vsakim letom, ko učim, vidim, da nove generacije rabijo nove načine, da pridemo do istega rezultata.
Tisto, kar je bilo samoumevno 15 let nazaj, ko sem začel, ni več danes samoumevno. In zato pot poskušam, ko razred res dobro naštudiram, v prvem letniku, v drugem letniku že lažje pogruntam, kakšna pot bo do njih recimo smiselna, čeprav ni nujno, da bo uspela. To si ne moreš delati ukvar, pač, stvari so bolj uspešne, manj uspešne, imaš slab dan kot učitelj ali kakorkoli. Tudi učitelji smo samo ljudje. Sem pa prepričan, da se večina učiteljev, tudi starejše generacije, zelo dobro odziva na novosti, ker to vidim, ker vidim, da jim ni vseeno. Ker imamo profesorico, ki je leto pred upokojitvijo in pobira nagrade na naravoslovju s svojimi dijaki z najbolj modernimi pristopi, ker se je pozanimala, ker je naštudirala, ker je strokovnjakinja na svojem področju, ker jo spoštujejo in vsako leto pripelje dijaki na najvišje mesta na svojem področju tekmovanja. In to v naravoslovju, ki se razvija veliko hitreje kot jezikovna znanost, recimo. Tako da leta, pa tradicionalnost, pa zrelost profesora ne pomenijo prav veliko v njegovem pristopu. Zdaj, kaj to imaš zavrtno vprašanje, ki vi ste se zauzemate, pa ste aktivni učitelji, no? Ampak recimo sem slišal od primera, da je največji problem, kako s temi, pa izobraževanji in tako naprej, je, da tja pridejo samo tisti, ki jih že zanima. In tisti, ki jim to izobraževanje najmanj pomaga, ker se že sami veliko preberejo, ne? Zdaj pa ne vem, kako pa ne vem pripraviti tiste, ki pa ne pridejo na te izobraževanja, pa nekako so se že ustalili v nek ritem, pa so izgubili nekako malo to voljo, to iskro, da bi se naprej izobraževali, pa spodbujali neke nove metode, pa neko novo razmišljanje pri dijaki. Težko. Iskra mora priti iz tebe. Želja in iskra in ta brca, ker seveda je v soboto lažje biti na kavču z družino, kot je na izobraževanje, to poznam zelo dobro. Ampak jaz mislim, da večina učiteljev vseeno čuti to iskro do samega konca in še čez. In da tisti, ki je ne, imajo tisti, ki ne čutijo iskre v katerem koli poklicu, imajo, mislim, da veliko večjo zagato in težavo s seboj, kot samo to, da ne hodijo na izobraževanje. Mislim, da se ta pomanjkanje iskre potem vidi marsikje. V rednem delu, v stranskem delu in so v bistvu izobraževanje v tem smislu zelo majhen del tega. In mogoče bi se bolj mogli vprašati, kaj je pa tisto, kar te ljudje potrebujejo, da bi se ta iskra spet ožgala. Ali jih je mogoče sistem uničil, ali jih je kakšna zelo neprijetna izkušnja z ljudmi, ali so to starši dijaki in so potem prej imeli iskro in pogum in drznost. Zdaj pa zaradi nekega hudega izkušenjskega dogodka pač so se odločili, da se bodo skrili v svojo lupino in delali na tistem varnem, oddaljenem okolju. Pri vsakem takem, ki ima iskro, in vsakem takem, ki nima iskre, bi bilo fino vedeti, kakšna je njegova zgodba. Nemogoče posplošiti. Nemogoče. Še hvala za dogovor, pa mislim, da smo zdaj že kar precej pokrili tematiko. Če bi hotel še kaj za konec dodati. Hvala, ker dajete tudi učiteljem prostor v medijih, da se oglasijo, da povejo svojo plat zgodbe in da širite zgodbe tudi naprej, ker mediji imate to izjemno odgovornost, sploh v današnjem času, da iščete resnico, jo podpirate in širite. Tako da hvala in pozdrav vsem vašim poslušalcem. Še hvala, da ste pogovarjali tukaj z nami. Hvala tebi.